Dobrodošli v poletni epizodi podcasta Ona Plus. Tokrat govorimo o črevesju, tihem organu z izjemnim vplivom na naše zdravje, počutje in razpoloženje. Danes bomo skušali razbiti prehranske mite, naši gostji pa bosta pojasnili vsaka iz svojega področja delovanja, kako vsakdanji izbor prehrane oblikuje naš mikrobiom in nas same. Z nami sta Tereza Poljanič, avtorica knjig z zdravimi recepti, organizatorka delavnic, ustanoviteljica izdelkov Tereza's Choice in promotorka polnovredne prehrane. Tereza vidi hrano kot umetnost in meditacijo, svoje sledilce pa navdušuje z raziskovanjem zdrave prehrane in seveda zdravim načinom življenja. Z nami je tudi dr. Teja Klančič z doktoratom iz prehrane, metabolizma in genetike ter magisterijem iz prehrane in biomedicine, ki se je po 12 letih izobraževanja in raziskovanja v tujini vrnila v Slovenijo. Teja je znanstvenica z radovednostjo, ki presega laboratorij, pri čemer si želi znanost približati ljudem na razumljiv način. Živijo obema, malce je bila dolga napoved, ampak vedno pravim, da je potrebno ljudi predstaviti tako, kot se zagre. Konec koncev imate veliko dosežkov in znanja vsaka na svojem področju. Danes smo tukaj zaradi črevesja in me zanima, katere so tiste največje zmote ali pa ideje, ki jih imamo v črevesju, pa držijo ali pa ne držijo. Najprej hvala za povabilo. Jaz bi rekla, da največja zmota, ki me še vedno preseneti, je, da ljudje verjamejo, da kar se dogaja v črevesju, ostane v črevesju, ne. Naše črevesje je povezano zelo z imunskim sistemom, z našim hormonskim sistemom in posledično vpliva tudi na nastanek, na razvoj vseh teh novodobnih bolezni, ki so nenalezljive, na primer anksioznost, depresija, potem sladkorna bolezen tipa 2 in tako dalje. In ravno zaradi tega se je v zadnjih 10 letih je to področje, ki je eksplodiralo na področju raziskav, ne. Ogromno raziskav se dela na področju mikrobioma, ne samo s katerimi boleznimi je povezano samo zdravje črevesja, ampak tudi kako povečati to raznolikost črevesnih bakterij, da bo odziv na zdravljenje, na primer z imunoterapijo pri raku, boljše. Ena od teh glavnih stvari, ki so zdaj ugotovili, je, da če ima nekdo zelo poškodovan mikrobiom, disbioza se temu reče, slabo ravnovesje bakterij, je tudi odziv na imunoterapijo slabši. In zdaj potekajo te študije, kako bi to pač izboljšali. Tole potencial je neskončen. Tereza, kako si ti začela raziskovati zdravo črevesje, kako pomembno se tebi zdi? Jaz sem bila tako ena taka tipična najstnica, ne, ker črevesje pač dela samo in to je to, res ni nobenega v bistvu tukaj neke prednosti, to vse vzamemo v zakup, da telo pač deluje in sprocesira in odlaga, ne, ampak imeli smo v družini v bistvu eno tako nesrečo, jaz si rečem sreča v nesreči. Moj bivši partner takratni je v mojih najstniških letih zbolel za levkemijo, mama pa z rakom na dojkah in to se v bistvu vse naenkrat zgodilo, ne, in v bistvu jaz sem takrat živela na cukru, na zelo enem takem enostavnem načinu prehranjevanja, hrana je bila res samo gorivo in tudi cela družina je bila taka, tako da nismo zares gledali neke pomembnosti, niti iz kje prihajajo sestavine, kaj šele kako je naš obrok sestavljen, kako ga skuhamo in kako ga tudi pojemo na konec dneva, ne, da ni to zdaj v nekem hitrem švungu, ampak da se res usedeš in tudi poješ, ker prevara se začne tudi z usti, ne, in s to energijo, ki to tudi skuhaš in potem naprej. In v bistvu bolezen nas je ustavila. Tako da moj prvi korak je bil tukaj, nekaj se dogaja in kuhinja je postala moj meditativen prostor, tukaj sem jaz ustvarjala in v bistvu začela raziskovati in od takrat naprej še nisem nehala raziskovati in seveda
spotaknila sem se prvo z načinom prehranjevanja, da smo res začeli gledati, kje dobivamo sestavine, kako so pripravljene, začeli tudi svoj vrtiček, ampak sej vedno, ko začnemo pol po tej poti zdravega prehranjevanja, se v bistvu ustaviš pri mikrobiomu in črevesju in vidiš, koliko je to en glaven akter celotnega našega življenja, ne samo prehranjevanja, in vedno rečejo, da je to drugi možgan, ampak jaz jim rečem, ker da je to prvi možgan, ker je tisti, ki določa tudi za naše odločitve, za hipne odločitve, tako kot je omenila, je tudi krivec za kakšno anksioznost, depresijo in v bistvu nam it paves the way, po angleško povem, da pač tisti on vodi pot, tako da. Teja, mikrobiom, kako ti praviš, na znanstvene stvari, reči, informacije želiš predati na čim bolj, bom rekla, ljudem prijazen način, razumljiv način, kako bi recimo razložila, kako pomembno je vedeti, kaj se dogaja v črevesju in kaj pravzaprav je funkcija mikrobioma? Zelo pomembno. Mi si moramo črevesje predstavljati kot nek ekosistem, torej neko družbo, kot nek gozd, kjer so živali, rastline in to vse komunicira med sabo in potem imamo neko ravnovesje. Ne? In zdaj, kaj delajo sploh te živali, ne, za nas? Ne? One iz hrane, ki jo mi vnesemo, spremenijo substance v nekaj bolj koristnega za naše zdravje. In to je praktično to. Zdaj, če mi teh bakterij, ki so ključne pri presnavljanju, naprimer vlaknin, nimamo, mi tu pač pokakamo, gre to skozi, ampak mi jemo kvalitetno hrano zato, da iz nje dobimo neke substance, ki so protivnetne, ki hranijo našo črevesno steno, pozitivno vplivajo na našo psiho, na naše možgane. In primer tak bi bil te kratkoverižne maščobne kisline. V trenutku, ko vlaknina pride do našega črevesja, pride do te biotransformacije, bakterije začnejo to razgrajevati in nastanejo kratkoverižne maščobne kisline. Primer bi bil butirat, acetat. Naprimer, primer acetata je, da nam iz črevesja potuje do možganov, nam vzbuja občutek sitosti. Torej, tudi kako se mi odzovemo na samo hrano. Zdaj, če pa mi jemo zelo visoko procesirano hrano, pa tega občutka sitosti ni, je več vnetja, ni vlaknin, naprimer, prva stvar, ki jo iz visoko procesiranih živil odstranijo, so vlaknine, zato da podaljšajo rok uporabnosti. Zato je kvaliteta hrane, ki jo jemo, izrednega pomena, tudi zato, da mi vzdržujemo ta ekosistem, ker to se ves čas spreminja, to je živi organ, in moramo si predstavljati, da nisi sir, seveda na začetku življenja je izredno pomembno, kako se rodiš, ali si dojen, ali je formula, ampak vsak od nas ima moč, da vsakodnevno izbira stvari, da si na dolgi rok niža tveganja za določene bolezni, in skrbi za boljše počutje. To je tek na dolge proge. Glede na to, da se o tem veliko govori, se ti zdi, da je to tudi malce trend, ali je trend, ki gre v pravo smer, se še vedno ne zavedamo zadosti pomena? Jaz mislim, da je trend postal zato, ker je ogromno težav. Ker v bistvu 100 let nazaj smo dobili antibiotike, in antibiotiki so zdravila, ki rešujejo življenja, ampak po drugi strani imajo stranske učinke in sama definicija antibiotika je, da zavira rast oziroma pobija te mikroorganizme. In v črevesju seveda pobija tudi nekaj takih, ki so ključni za naše zdravje. Prve je bilo antibiotiki, potem je več sedimo, manj je gibanja. Samo gibanje je zelo dobro za našo raznolikost črevesnih bakterij. Tretje je visoko procesirana hrana, vedno več je tega in to se skozi leta nalaga. Vedno več imamo faktorjev, ki napadajo naše črevesje. Posledično so zdaj 10% ljudi, populacije ima sindrom razdražljivega črevesja, ki ima kronično težave s črevesjem. Zakaj? Zaradi samega življenjskega stila, zaradi stresa, pomanjkanja gibanja, vse, kar sem že omenila. In lahko, da kot najstnik, naprimer, nimaš nekih težav, ampak ker imaš tudi mehanizme, ki ti pač popravljajo, si mlajši, si bolj fit, potem pa pride starost in se vse ta tveganja izrazijo in nastop pač določena bolezen. Jaz mislim, da zato je trend, ker potem, ko enkrat zboliš, rabiš rešitev. In
da ti rešiš neko zadevo, rabiš vzroka. Ne? In tudi, če imaš, ne vem, hude psihične težave ali pa težave s telesno težo, ne? Pa kronične driske ali pa kronično zaprtost, to je vse med sabo povezano. Ne? Možgani in črevesje sta najboljša prijatelja. In tle ne moramo ločiti enega od drugega. Nemogoče. Tereza, kaj so tvoje glavne ugotovitve na tvoji poti raziskovanja s prehrano in kako bi to povezala nekako? Ja, da smo ljudje zelo zaspani, kar se tiče prehrane. Ne? Zelo radi na hiter nekaj pojemo in radi imamo ta, da res je nekaj že pripravljeno naprej in imamo ta zelo, zelo težek pogled, da je zdrava prehrana res zakomplicirana, ne, in da vzame čisto preveč časa. Tako da hkrati tudi, ko gremo v te neke podporne prehrane, kakor so fermentirana živila, to je pa sploh nek znanstveni proces. Ne. Kar pa ni, ker so to naši predniki delali konstantno, ne. To je bilo prezerviranje hrane, first and foremost, ne. Ampak hkrati so tudi točno vedeli, da je to en tak podporni del tudi njihove prehrane, recimo kisloselje sedaj zraven klobas ali mesa in o procesu fermentacije nastane encim, ki razgrajuje beljakovine. In to se mi zdi ene take stvari, ki smo jih totalno prečrtali in pozabili v našem dnevnem življenju. Tako da opažam, da je v bistvu ta neka lenobnost in pride do tega, to je pa čisto preveč zakompliciran zame, ampak ja, tako kot smo že prej omenjali, to so res tek na dolge proge, ne? In se mi zdi, da ko enkrat doživiš ta celoten proces in fermentacije in tega počutja, ko ni več megle v glavi, ne? Ko v bistvu, ker ti to nekako živiš že nekaj časa, je to tvoja realnost, tvoja resničnost. Ne? In ta megla je resničnost. V bistvu ti zares ne vidiš uvid, kako se nekdo drug počuti zdravim črevesjem. Ne? To je tvoja realnost. In ko enkrat doživiš, ko se ta zavesa odpre, ne? Ampak to traja. In potem šele vidiš, prečrtala sem alkohol, sladkor, dodajala fermentirana živila, začela jesti bolj polnovredno, ampak to je trajalo vsaj 3-4 mesece, če ne 1 leto, da res začneš dobiti novo ravnovesje. Je pol v bistvu to kar en tak, nočem več nikoli nazaj, ne. Pa bom rekla na glas to, kar si mnogi potem mislijo. Vsej določeno obdobje že lahko jem po takih načelih, ampak kje pa potem treba je vmes, reče ljudje, tudi živeti, kje so pa pregrehe, kako ti gledaš na to? Ja, tukaj pa vedno rečem tudi, da je en tak trend zdravega prehranjevanja, ki postane tudi obsesiven, ne? In je fajn, da tudi vemo, da je prehrana na koncu dneva užitek. To je en tak skupni imenovalec, ki nas da skupaj za mizo in uživamo. In pravim vedno fajn je, sploh ženske v različnih delih cikla, da gremo na rogljiček tisti čas in na kavico in ja, mogoče je to zjutraj, ki nam dvigne v višave krvni sladkor, ampak ja, črevesje bo znal to prebaviti, če je 90% ali 80% prehrana taka, ki podpira nek zdrav življenjski stil. Ne? Tako da vedno dajem prostor tistim 20 ali 10%, da so pregrehe, čeprav jim ful ne maram reči tega, ker so užitki. Užitki so in takoj, ko rečemo in označimo nekatero živilo, da je pregreha, že tako, kot smo rekli, možgan in črevo, to sta povezana, ne, črevesje. Takoj, ko možgan da signal, to je pregreha, tega ne bi smela, ne, gre takoj v to energijo, da je to pregreha. Ampak načeloma ne, če sem uživala v tem, bo to telo tudi znal sprocesirati in tudi izločiti tisto, kar v bistvu mu nič ne pomaga, ne, in nič od tega nima. Tako da vedno sem jaz tukaj zelo mehka in vem tudi, da imamo zelo stresna življenja in tudi na svojih delavnicah in na kulinaričnih joga počitnicah, kjer v bistvu skupaj dajemo in jogo, ki je zelo pomembna, kakršnokoli gibanje in zdravo prehrano in z delavnicami fermentacije, da se naučimo v bistvu unesti ta realen tempo in realen svet, pol tudi s takim načinom prehranjevanja. Tako da ni tak bav. Teja, 2 vprašanji. Kaj je definicija
zdravega črevesja in potem vnetni procesi, ki se dogajajo in kaj potem še na meji okej in kaj ni. Ojoj. Mislim, da ta odgovor žal ni znan, ne? Zdaj bom razložila, zakaj ne. Zdravo črevesje ima veliko različnih bakterij. To najbližje definiciji zdravega črevesja, ki lahko pridem, in črevesna stena je neprepustna. Zdaj, kaj to pomeni? Nekdo v Mehiki, ki živi, bo imel čisto drugačne bakterije, kot nekdo, ki živi tle ob morju, naprimer, ne? Ampak to pomeni, da sta osebi, da je ena zdrava, druga ne. Ne, to je preveč ozko gledo. Zdravo je, če imamo čim več različnih bakterij, ker, naprimer, bakterijskih genov je 500-krat več kot človeških. Torej, smo manj kot 1% človek, ne? In potem takem geni nas definirajo, geni nam dajo funkcije, torej so to živalce, ki nas diktirajo, kako se obnašamo, kako procesiramo hrano, kaj izvlečemo iz hrane, ne? Ampak zdaj rabimo samo raznoliko, zato da imamo čim več različnih funkcij, ne? Zdaj, problemi nastanejo, ko se to ravnovesje poruši, ali je lahko hud stres. Naprimer, hud stres lahko sam po sebi povzroča, da črevesje postane prepustno, da so te bakterije na udaru, ne? In ko pride do porušenega ravnovesja, se te patogene bakterije, te oportunistične, ki samo čakajo na priložnost, da bo prostor, ker v debelem črevesju to je najbolj gosta poselitev teh bakterij, ne? Celo na svetu, ne? V bistvu so na malem placu, to je zelo, zelo veliko jih je, v primerjavi s tankim jih je 1000-krat več v debelem, in zdaj ni prostora, bakterije se množijo na 20 minut, ne? Ni prostora, da bi se ta slaba razrasla. Ona tudi, če je slaba bakterija, če je v nekem ravnovesju z ostalimi, je okej. Ampak v trenutku, ko se to ravnovesje poruši, se pa ona lahko razraste. In potem pride do prepustnosti črevesja, in ko je enkrat črevesje prepustno, je pa problem to, da ti mikrobni delci, pa toksini, pa vse, kar zaužijemo, preidejo do našega krvnega obtoka, do naših imunskih celic, ki jih je kar 70% v našem črevesju. In potem je pa ta začaran krog, in potem je vzpostavljanje ravnovesja, tako kot se reka Tereza, da to lahko traja mesece, ne? Ljudje pa iščemo čudežno rešitev, čudežni tablet, ampak vsi suplementi, sej določeni suplementi so super, tudi za črevesje in za celjenje črevesje stene, ampak zgolj ob spremembi življenjskega stila. Okay. To pomeni, da je ključno, da se mi tudi zavestno potem prehranjujemo s hrano, ker kaj bom jaz naredila, če začnem samo vnašati probiotike? Če teh živih mikroorganizmov ni v mojem črevesju, obstaja razlog, da jih ni. Zdaj, kaj moram narediti? Podpreti samimi vlakninami, prebiotiki, da se to da razraste, da sploh obstane, ker drugače pač ustvarjam zelo drag kakec. Tako da čiste definicije, kaj je zdrav mikrobiom, je ni, ne? So zgolj, kako naj bi delal, kako naj bi izgledal v smislu raznolikosti in kako funkcija, ne? Kako bi recimo to s prehrano podprli? Kaj bi ti rekla, da je nek polnovredna hrana, ki podpira naše črevesje? Ja, jaz vedno rečem, da prehrana ni vse, ne? Ker se vedno pol zataknemo tukaj, da prehrana me bo rešila, ampak hkrati tudi ni res, ne? Se mi zdi, da je ful pomembno, s kakršnimi koli težavami se soočimo, bi jaz prvo rekla spanec, pol seveda, kje smo s stresom, ker lahko tudi zelo dobro funkcioniramo, ampak smo totalno funkcionalni stresorji, potem je pa šele hrana. Tako da, ja, je zelo podporna, ampak če teh prvih 2 delov nimamo zares uravnoteženih, nam v bistvu zelo dobra hrana nam bo mogoče malo pomagala, ampak lahko tudi hitro zbolimo, ne glede na to, da se zdravo prehranjujemo. Glede na prehrano pa, če imamo urejen nek ritem spanja in vemo, da smo si življenjski stil nekako porihtali, je definitivno vedno, da je nek dodatek fermentiranih živil. Na mojih delavnicah se učimo različnih kimčijev, laktofermentirane zelenjave, kombuče, kefiri, take res zelo enostavna živila, kjer jih naredimo enkrat in pozabimo na njih in pol sam z žlico lahko ven vzamemo in ob zajtrku ali ob kjeremkoli obroku nas to lahko zelo podpre. Tako da
kar bi rekla, da je tisto res moje zlato pravilo, je nekaj fermentiranega vsak dan. In pol tudi zares ne rabimo teh zelo dragih probiotikov, ker naredimo to doma in to je živo. Ne? Tako da se tudi, mislim, mojim udeležencem reče, ne se zdaj zatagniti, ker vse naredimo in pol doma hoče vse narediti. Ker naenkrat je tega preveč, ampak da res se odločiš za eno živilo in tisto je zdaj, kar bom delala in imaš pol to tudi nekje v kleti 3-4 mesece lahko na voljo. Tako da sploh ob kakšnem zajtrku je fajn, da je beljakovinski obrok z vlakninami in pa še nekaj dodatnega fermentiranega. Tako da je točno tako, jaz bi sem dodala, da pač čim manj visoko procesirane, ker so emulgatorji, barvila, sladila, razni konzervansi, dodatki, ki dobesedno nimajo funkcije v našem telesu, so tam zgolj zato, da se pač izdelek proda, ojačevalci okusa, naprimer, ne hranijo našega telesa, ne gradijo našega telesa, ampak dejansko poškodujejo črevesno steno in naše bakterije. Druga stvar, kar je Tereza rekla, super, res, zelo pomembno je poudariti, fermentirano hrano, kdor jo seveda lahko, če so že kakšne obstoječe težave v črevesju, kot je histaminska intoleranca, hudo razdražljivo črevesje, ali kakšne kronične vnetne črevesne bolezni, je problem, da ima fermentirana hrana lahko preveč histamina. Tako. Ampak študije kažejo, da ljudje, ki so 6-krat na dan, Stanford so naredili to študijo, 6-krat na dan jedli, tako kot si omenila, malo porcijo fermentirane hrane poleg obstoječih obrokov, so si izboljšali imunski sistem, povečali raznolikost bakterij, so pa to delali, mislim, da 17 tednov. Tako da definitivno je to tako kot gradnja fitnessa črevesja. Treba je, zelo pomembno je, da se začne postopoma. Zdaj nekdo, ki je sam meso, ker imam veliko sledilcev, ki pač pridejo, jaz zelenjave enostavno ne morem. Ne morem, jaz lahko jem sam meso in rečem, dajte si malo pogledati, katera zelenjava manj napenja. To je ta začetek. Potem, pač to je proces. Vsak od nas na tem svetu ima drugačno sestavo, zato tudi ni definicije, kaj je zdravo. Vsak od nas ima tako individualen mikrobiom kot naš prstni vtis. Zato jaz ne morem reči, ta probiotik bo te pasal, ta bo tebi. Je treba pač, včasih je treba poskusiti pa videti, če se zadeva reši. Glede probiotikov, jaz jih vedno svetujem takrat, ko imaš neko težavo, ki jo enostavno ne moreš rešiti. Naprimer pri driski, pri otrocih, točno vemo, kaj dati, kater sev. In to vidiš, če otrok nima driske čez 3 ure, potem je super. Če ima drisko še naslednje dni, potem moraš menjati probiotik ali pa probati kaj drugega, ker niti ne vemo, kaj ima on že v črevesju. Tako da fermentirana hrana, mediteranski stil prehranjevanja, naprimer omega-3 maščobne kisline so zelo pomembne tudi za preprečevanje razrasta teh škodljivih bakterij, poleg tega, da celijo črevesno steno in tako pač. Srečo imamo, da živimo v Sloveniji, v bistvu je zelo preprosto, namesto da bi ful odzemali, jaz vedno rečem, da imamo malo fermentirane hrane dodati, kakšno kambučo tudi, jaz sem ful rada kambučo, tako da v tem smislu. In potem, to je tek na dolge proge, ne zdaj to dieto en mesec furat pa pol nas tako, ker naše črevesje še to, kljub temu, da mi lahko v 24 urah spremenimo sestavo bakterij z enim obrokom, zdaj potem naslednji dan, če jemo spet nekaj, bomo šli na stara pota, ker samo konsistenca, vse tistih 20% vmes nima veze. Isto, če bomo mi za vikend jedli nek junk food, en dan, ne bo to imelo nekih dolgotrajnih posledic, če mi cel teden v službi sami nosimo kosila, jemo veliko sadja, zelenjave in pa pač predvsem neprocesirano. Tereza, kako se ti zdi, ali pa kam imaš stik z ljudmi, se mi zdi, da včasih se je tako težko začeti nekje ali pa si začeti sam pripravljati hrano. Kako začeti, s katerimi mogoče obroki ali z urnikom, s pripravo za cel teden, kako podprti črevesje? Ja, zanimiv je glih ta del, vedno, ko pridemo v stik, je ta nimam časa, ta prvi del in to je zakomplicirano ali pa jaz nisem za to, kar se mi zdi
definitivno neresnično, ker prihajam iz družine, ki nobena ženska ali moški ni kuhal in vsi so bili zelo slabi kuharji. Jaz sem prva, ki sem ta cikel prekinila, tako da vidim, da se da, ne, ampak ja, me je mogla doleteti ena huda bolezen, oziroma ne mene, moje zelo bližne, da sem ugotovila, ok, moramo nekaj spremeniti, ne, in je boljš preventiva kot kurativa. Vedno sem začela moje delavnice, poslušajte svoje telo, povedal vam bo, kaj rabi, a ne? Ampak vidim, da to ni res. A ne? Ne slišimo se. Ne slišimo se, pozabili smo, kako se sploh poslušati, in če tvoj mikrobiom ni v ravnovesju, nikakor ti ne bo povedal prave stvari. A ne? Tako, kot smo že prej omenjali, to bo konstanten nek craving ali po sladkorju ali po ogljikovih hidratih. Tako da je prvo treba to spraviti v ravnovesje, pol pa mogoče lahko poslušamo to intuicijo tukaj spodaj, a ne? Kaj rabimo in kaj je tisti dan, kar naš telo kar najbolj potrebuje. Tako da vidim na delavnicah v bistvu, da je izkušnja najbolj pomembna, da vidijo, koliko je zelo enostavno narediti neko fermentirano živilo, da jim nekdo pokaže in v bistvu koliko malo sestavin je potrebnih. Tako kot smo že omenjali, res živimo v Sloveniji zdaj, imamo res na voljo, sploh poleti, od pomladi do jeseni, tudi divjih rastlin imamo neverjetno veliko in vedno rečem, naše super živilo je na travnikih in v gozdovih. Ne rabimo različnih spirulina, švagant, ni da ni, lahko gremo sam nabirati. In že to je en način gibanja, nabiranja, veselja, učenja. Tako da v bistvu ne bi se res omejevala, da zdaj povem, katero obrok je najlažje narediti. Mogoče res obisk kakšne delavnice, da ti nekdo na ta način predstavi, koliko je to zares enostavno. Ne? Hkrati pa bi rada to v bistvu vnesla kot neko zabavo, ne? Da ni to spet nek to-do list. Kot je služba, moram to upraviti, moram iti na pošto, moram prispevke plačati. Ampak da je to postane en del našega veselja. Ker je res, ker začnemo gojiti te naše živalce, dobre živalce in živalce tako na mizi, ne, v tistem kimčiju, ki začne se pogovarjati s tabo, pa jaz sem ta nora teta pri svojih nečakih, ne, ki deli kambučo, gobo, pa kefirjeva zrna, ampak je res enkrat, kar naenkrat postanejo to tvoji otroci in nastaja v bistvu magic iz nekih zelo dobrih sestavin, preide v nekaj zelo zdravega, tako da se mi zdi, da želim bolj iz tega vidika poleg zdravja predstaviti, da postane to tudi en zelo lep obred, tako nekako. Kaj pa mogoče praživila, kot je prosena kaša ali pa ne vem, nam dostopna jajca, oziroma ajdova kaša, prosena kaša. To so super. Kje se znajdete v tem, no, tako kot pravim, nekdo, ki nima občutka, kako se poslušati, ki pravimo manj je več, katera živila recimo posegati, ne kot obroke, ampak živila. Definitivno, tako kot sem rekla, Slovenija je polna tega. Ne? Jaz sem živela 8 let na Novi Zelandiji in sem pogrešala to raznolikost. Nova Zelandija je tudi zelo bogata, ampak tukaj res imamo vse. Ne? In se mi zdi, karkoli je raslo in raste na naših travnikih in kmetijah, to je vse uporabno. Zdaj, kaj je pa tisto, kar nam najbolj paše, pa tako kot smo že omenjali, pa treba raziskovati. Tako da ni zdaj enega živila, ki bi lahko rekla, ajda, prosena kaša, super zdrava živila, ampak za nekoga mogoče malo manj. Razhudniki tudi super fajn, ampak za nekoga to ne bo najboljše. Ne? Tako da ja, takoj, ko začnemo dajati stran sploh procesirana živila, bomo takoj videli, ok, kaj je tisto, kar naš telo sprejema. In tudi zelo težko je povedati, ker smo v različnih obdobjih življenja. Ne? Nekaj, kar nam je včasih zelo dobro pasalo, smo zdaj totalno postali ali intolerantni, ali nam ne paše več, tako da je treba konstantno raziskovati svoje telo in ga poslušati. Glede teh intoleranc, bolj kot je poškodovana črevesna stena, več intoleranc ima človek, ker v bistvu je prepustna in tudi določeni encimi za razgradnjo hrane nastajajo v črevesni steni, primer bi bil laktaza, za razgradnjo laktoze, in v trenutku, ko je črevesna stena vneta, to enostavno neha nastajati, tako kot mi, če smo bolni, ležimo, se ne gremo v službo. In posledično človek ne prenaša mleka.
Ne? In ni samo mleko, so tudi drugi, gluten, naprimer, in vlaknine, vse to preveč napenja, ne? Ker se preveliki koščki absorbirajo, aktivira imunski sistem, a ne? In to je potem. In potem, zdaj, kako se te intolerance, če mi zacelimo to črevesno steno, po mesecih, mogoče letih, a ne? Odvisno, kakšne so poškodbe, ne? Da se, potem lahko tudi začnemo nazaj vnašati živila, ki jih včasih nismo tolerirali. Ne? In, ja. Moje naslednje vprašanje je bilo ravno intoleranca na mleko in gluten, oziroma zelo veliko ljudi ima občutek, da se ne počuti dobro, ko uživa gluten in mlečne izdelke. Zakaj je to tak porast? Ravno zaradi nepravilne prehrane in potem nezdravega črevesja? Ja, lahko je, več je stvari. Ne. Zdaj sam gluten je dokaj kompleksna tema, zgolj zato, ker je sama pridelava tih žit drugačna, kot je bila leta nazaj. Naprimer, imamo tudi to moko Manitobo, ki raste v ekstremnih pogojih in je sama po sebi koncentrirana z glutenom, zato jo uporabljajo za pico, ne, in lahko povzroča več težav. To sem pa jaz z prve roke videla, ko sva se preselila v Kanado in je ogromno te moke in nisem razumela, zakaj prijatelji okrog mene, Evropejci vsi, Irka, Hrvatica, moj mož Jernej, ne, pač zakaj imajo te težave z glutenom, si ena imela vnetje ušesa, ena vnetje jeter, on pa skus angina, ne. In pač potem je pa zdravnica rekla, dajte manj glutena, ne, ker z Evrope, ki pridejo, niso navajeni takih koncentracij, ne. Tako da je gluten sam po sebi, če ni stanje optimalno v črevesju, lahko povzroča vnetja, ne? Lahko povzroča težave. Ne? Zdaj, a bi za vsako ceno šli vsi gluten izločati, to pa ne priporočam, ker izločiš potem en kup živil, ki so sicer koristna lahko zate. Ne? In tudi študije kaže, da ljudje, ki so na brezglutenski dieti, da imajo nekateri manjšo raznolikost črevesnih bakterij, ker se bolj omejijo na določene žitarice. Je pa tako. Še en problem je, naprimer, ljudje rečejo, jaz sem na brezglutenski dieti, se ful boljš počutim. Seveda se ti izogneš vsej visoko procesirani hrani, ne? Ti enostavno ne moreš iti kar pice jesti ali pa rogljičkov, pa to, ker boš 5krat pogledal, da nima glutena, pa tako, ne. Ni pa nujno brezglutenska hrana bolj zdrava. Brezglutenska hrana je lahko tudi junk food, odvisen od sestavin. Vi morate, če kupite rogljiček brez glutena, časen glutena nima, pa ima vse ostalo napisano, ne. Od emulgatorjev do sladil, do vsega, škrobov. In tako da ja, ta brez glutena in brez laktoze, ljudje sami po sebi, ko smo odrasli, bi morali biti intolerantni na laktozo. To je sposobnost, ki jo kot otrok, ne vem, pri določeni starosti izgubiš, ampak Evropejci smo mutirali, ker smo že toliko časa izpostavljeni mleku, medtem ko v Afriki mislim, da je 70% odraslih oseb intolerantnih na laktozo, zato ker nimajo hladilnikov, ne, tam, ko sem bila v Gani, naprimer, ne. In posledično niso navajeni mleka, ne, tako da to je zdaj tako, ne. Je pa res, da če ima nekdo hudo virozo, ali pa da je pri zdravniku, pa ima hudo drisko, takrat ne mleka jesti, ker dodatno stresiraš črevesje v smislu vnosa laktoze, ja, tako, ker encima ni, ne. Pa že samo kako se kruh dela zdaj, je čist drugačna sestava, poleg žita, ker ni več to, kar je bilo žito in včasih niso imeli teh intolerancije. Tudi bil je potreben čas, da so naredili kruh, ne, je bil z drožmi narejen, kar pomeni, da je kislo testo, ne, je imel čas tudi sprocesirati ta gluten in ni to predelati, točno to. In veliko ljudi mi reče, ja, jaz kruha res ne moram. Ja, kakšnega kruha? Res je. Z drožmi je res ful pomembno, da v bistvu ti narediš lažje prebavljiv kruh, ki ima en kup, ki ima sestavo vitaminov, mineralov, dosti boljše kot navaden pekarski kruh, ne. Plus tega, da kljub temu, ki ga spečeš, ne, naprimer kruh z drožmi, je sama fermentacija, ne, poteka, ampak ti med peko pobiješ bakterije, ampak nič hudega. Kruh, sestava je dosti bolj optimalna za samo črevesje, kot če sploh ne bi bilo fermentacije. In daljša je fermentacija, ne, boljše, ja. Kako vi ocenjujete, kam gremo kot naši sodobni načini življenja, pa ne samo prehrane, kakšna je vajna filozofija, kje smo kot ljudje, pa mogoče Evropejci ali pa Slovenci?
Sorry, Tereza, you first. I will go first. Ne, jaz imam čisto izkušnjo, mogoče samo v svojem tem nekem mehurčku, ker dobim v bistvu ljudi, ki jih to zanima in so začeli neki na tem delati, tako da jaz imam zelo vedno tak pozitiv pogled na spremembe, ker vidim v bistvu, koliko jih začne to res zanimati in s takim ponosom mi pošiljajo potem fotografije svojih fermentov in svojih živalc in tako da nekako jaz razmišljam, da v bistvu takoj, ko bojo ljudje začutili to spremembo v svojem počutju, ker vsi se želimo dobro počutiti, seveda, ne, da se bo to širilo in tako kot mi dve delava in s tem podcastom in tako naprej, se mi zdi, da se širi pol tudi eno tako znanje in spoznanje, kaj lahko človek sam zase naredi in res ugotovi, da je on tisti, ki vozi svoje vozilo, a ne, in je on tisti, ki lahko spremeni in svojo srečo in svoje počutje in svoje odločitve in cel način življenja, ne. Se mi zdi, da je v bistvu pol en tak ena lepa, dobra adikcija, rečem temu, tako da za vse fermente, ki pol nastanejo iz tega. Teja, preden nadaljuješ, bom jaz čisto iskrena, ne. Dostikrat se zdi tako, tudi sama želim zase poskrbeti, potem pa vidim v svoji primarni družini, da seveda jaz posegam po zdravih izdelkih ali pa optimalnih izdelkih, ampak moji otroci pa ne, ker imajo že čisto drugačno navade oziroma zelo težko vidim, kako se je to z leti ali pa ne, z določenimi obdobji, ko smo mi odraščali, spreminjali, ne, in je zelo težko doseči optimum za zdravo črevesje ali pa zdravo alkohol. Jaz moram reči, da jaz sem tako navdušena, da živimo v Sloveniji. Jaz, ko imam otroka v vrtcu, ne, pazi to, imeli so vodni kefir za zajtrk. Wow. Mislim, kap me je, jaz sem brala tisto, znam kaj jejo, pa tak polnozrnat kruh, pa jogurte, pa tako. Čisto sem navdušena, res, ker je zelo veliko zelenjave, zelo veliko, seveda so kdaj tudi sladoledi, ampak nima veze. Jaz mislim, da zdaj otroci že v vrtcih jejo dosti bolj zdravo, kot smo mi, je pa res, in to me zelo veseli. To me zelo veseli. Kot druga stvar bi pa omenila, da jaz doma pri sebi, naprimer te zelenjavne juhice in vmešam en kup noter zelenjave, ki jo lahko prikriješ z določenimi okusi. Pa tako je. Na trgu je tukaj ponudbe, ne. Ravno včeraj smo neke lučke otrokom dajali, ker en pač od prijateljev ne sme laktoze in smo dali lučke v trgovini, ki imajo 100% mango. Ne? Eno sestavino. Tako da se da tudi sladoled, seveda to lahko človek doma naredi, ampak se veš čas in to ponavadi. Da se tudi po izdelkih posega, samo malo je treba brati. Ne? Tako da jaz sem ful vesela, da živimo v Sloveniji, ker je kvaliteta vrtcev visoka, prehrana zelo fajn. Seveda se pa vse začne doma, ne? Sami vemo, da kar se Janezek nauči, to Janez zna, ne? In bolj karinemo to sadje zelenjavo, ne? Jaz vidim, da, ne vem, parkrat moram ponuditi, pa, ne vem, 7., 8. in to je tudi znanstveno dokazano, da pač, da 8. otrok nekako, obrok otrok sprejme. Če mu daš eno in isto 8-krat, ne. Pa včasih dodaš še kaj, ne, da mečkam popraviš okus, mogoče kakšno smetano ali karkoli, ne, da je juha bolj kremna, ampak dejansko se da, no. Tako da, seveda pa ni idealno nikjer, če so kakšni rojstni dnevi, tam pa ne gledam nič, kaj jejo, ker itak ne moreš, ne. Pa zdi se mi tudi pomembno, da imajo otroci ta obdobje, sploh najstniška leta, se mi zdi, da more biti to obdobje, da si dajo duška, da jim je vseeno, jedli bojo McDonald's, junk food, kakorkoli, ampak se mi zdi, da če pol od mladih, od malih let, malih nog doživijo to paleto okusov, ne, vedno bo to spravljeno nekje. In pa bo prišlo tisto obdobje, kjer morajo biti vse in žurati in jesti najhujše bureke in street food, ampak to enkrat tudi pojenja, pol, ker načeloma ne bojo konstantno mladi, ne bojo videli tudi enkrat bo pol faks in bojo mogli biti tudi zbrani in nekako se bo tle tudi pokazala pol prehrana, ne, v prvi vrsti, kako se. Ko si glih omenila najstnike, ne, glih v smislu mikrobioma, o tem pa jaz predavam na spletnih predavanjih, povezava črevesje možgani, in je ravno obdobje najstništva, obdobje nevihte in stresa. In to je zaradi hormonskih sprememb, pomanjkanja spanja, seveda tudi
pač socialnih zadev in interakcij. In tudi, kar se prehrane tiče, je mikrobiom zelo na udaru. Posledično so velike težave s psiho. To so pač prav članek o tem govori. Kaj svetuješ? Da se temu džanku doda še kaj zdravega, mislim tako. Pa da se pač optimizira spanje, da se jim pomaga mogoče s kakšnim magnezijem, tako. Pač, da se res... Doma vedno nekaj fermentiranega. Tako, mislim... Na nočni umarci, po možnosti. Tako, kot si rekel, vsak ima to obdobje, ne? Samo otroci, oziroma najstniki, ki so pa podvrženi anksioznosti, depresije, pa treba paziti ravno zaradi zdravja mikrobioma, ne? Kot zanimivo spomem, da tudi ustvarjajo se razlike med spoloma, ne, v mikrobiomu, glede na te, ali si ženska ali moški, zaradi hormonov samih, ne. Tako da tle pač po najboljših močeh, samo da včasih ravno, če ima nekdo najstnika doma, ki ima zelo izbruhe, jeze in tega, mogoče je smiselno tudi malo spremeniti samo prehranjevanje in opazovati na dolgi rok, ne. Potem se celotni družini spremeni. Tako, evo. Kako vaju je življenje naokoli spremenilo, definiralo? Ti si živela na Novi Zelandiji, Kanada, Nemčija, Škotska, Amerika. Okay. Ja, sem malo pozabila, kje sem. Tako govorim osebnostno, pa tudi kaj ste opazili, no, glede na področji, ki jih so vam blizu. Je tako veliko vprašanje. Mislim, jaz sem bila zelo, pa še kar sem in se lovim v tem, da je prehrana bila vedno moja rdeča nit, tako da sem samo oklicana kulinarična mornarka, tako da sem isto živela vse povsod in raziskovala njihov način prehranjevanja in je v bistvu sem postala tudi totalno fascinirana nad prehrano, ampak tako, kot sem prej omenila, to postane lahko tudi totalna obsesija in sem pol šele v bistvu unesla v svoje življenje, ok, ni samo to, ne, more biti tudi neko čuječno gibanje, ne, in tukaj je v moje življenje prišla joga in meditacija in tudi nočem, da zdaj to izpade, da imam vse stvari pošlihtane v življenju, daleč od tega, ampak to nekako me je postavilo v nek center in v ravnovesni mikrobiom in hkrati tudi v nek način svojega življenja. Tako da vidim, da v življenju sem vedno rada malo hitela, ne, in to bi še pa to, pa imela sem vse razpršeno in nekako me je to scentriralo in ta način prehranjevanja in konstantna praksa joge, tako da in tudi videla sem, da je najlepš doma, pa ne pomeni to, da je zdaj samo Slovenija, ampak dom tukaj, ne? In ga vse posod jemljem s sabo, ampak hkrati res tudi veliko se dogaja, je fajn povedati, da imamo res eno tako ogromno prednost, kjer živimo v Sloveniji in da je to zelo fajn izkoristiti. Jaz bi sam dodala, da v bistvu vsa ta potovanja in 12 let življenja v tujini sta mi dala pač res veliko ljubezni do svoje domovine. Pač ravno zaradi tega, ker ko si drugje, a ne vidiš, sej vsaka država ima pluse, minuse, ne, ampak meni je izrednega pomena kvaliteta hrane, kvaliteta vrtcev, in kvaliteta šol, ne, in se mi zdi, da smo v Sloveniji na zelo visokem nivoju in mene je vodila vedno v tujino ljubezen do znanosti, ljubezen do črevesja. Že v sami Nemčiji 2012 sem pač odkrila te črevesne bakterije in vedela sem, da bo tema, moj doktorat, da bo na to temo in slučajno je bil razpisan ta projekt v Kanadi mikrobiom otrok, ne, kako se te bakterije na začetku življenja razvijajo, kako so ključne za zdravje otrok kasneje v življenju, ne. In jaz sem neizmerno hvaležna, da smo bili v Evropski uniji takrat, ker sem v bistvu imela krite šolnine in tako, in pol en kup štipendij, ne, ampak vse se je nekako poklopilo. Sem bila vesela, da sem rojena v Sloveniji, ker če bi bila nekje, ker ni del Evropske unije, jaz te možnosti ne bi imela, ne. Tako da, v bistvu, če gledam nazaj, ni bilo to moj plan, da bom jaz 12 let študirala to, ampak ko si enkrat v tujini, se ti odpre 10 novih poti, ne, in pač greš, kar te zanima, ne. Tako da, vsak mora narediti sam prvi korak, če ga to veseli. Ne misli, čez 10 let bom nek direktor neki, ja, mogoče boš pa čisto v drugih vodah, ne. Tako da, ja, mene je vedno vodila v tujino, zgolj strast do znanosti, zdaj domov pa družina, no, tako, starši, brat,
Tako da sem bila vesela, da sem lahko spet v bližini, ker mi je bilo predaleč, da sem tu daleč. Omenjala si zdravo črevesje in otroci, zdaj mogoče 3, kaj bi povlekla ven 3 ključne stvari, ki so pomembne za prehranjevanje majhnih otrok? Ali pa Zelo podobno tudi kot za odrasle. Ne? Čim manj visoko procesiranih živil. Če že dajete otroku kašice, dajte narediti doma. Seveda, če ste na poti, spet ne komplicirati. Kdor lahko doji, naj doji. Ne? Kdor lahko, ker pač vemo, da ne moramo vsi. Ne morajo vsi. Še ena stvar, kaj bi? Dodajanje probiotikov, ja, ne? Ob težavah. Ker tako ne, na razvoj samega mikrobioma otrok vpliva, kako je bil rojen, torej vaginalno ali s carskim rezom, vpliva, ali dobiva formulo, ali dobiva materino mleko. To ima ogromen vpliv na to, kaj bo raslo. Ker kaj bo raslo v črevesju? Ja, kar hraniš, ne? A ne? In materino mleko ima te človeške oligosaharide, in to so kot neke vlaknine, prebiotiki. Kot prebiotiki deluje, torej hranijo črevesne bakterije in jih ima na 100, 150 različnih vrst, mleko v formuli jih ima 2, 3. Tako, to je taka razlika, govorimo o večkratnikih. Tako da jaz vedno polagam na srce, če lahko dojiš dej, in potem vpliva tudi na to, koliko imate hišnih ljubljenčkov, koliko ima bratov, sester, koliko bo lizal tla, pač non-stop se vzpostavlja mikrobiom. In zdaj misliti, da bom jaz uletela z nekim probiotikom, zelo so dovzetni, ampak spet, to je ekosistem, ki ga gradimo. A res hočem jaz otroku probiotike dajati, če nima težav? Če ima drisko, pa itak, ker drisko je pa treba ustaviti. In takrat sem jaz vedno posegala po določenem probiotiku, ker sem vedela, da ga bo takoj ustavilo. Pri prvem otroku, to je bilo pri drugem. Pri prvem sem pa ustvarila zaprtost, pa sploh vedela nisem, ker on je v bistvu je polival, in sem jaz reševala to s probiotiki, istočasno sem ustvarila zaprtost. Torej probiotiki, kako se bojo obnašali, odvisno od otroka, druga stvar pa je, lahko so stranski učinki. Lahko otročka ful zvija, Pač to so živi mikroorganizmi, ki jih vnašaš, Če je pa otrok rojen preko carskega reza, pa da ni dojen, je pa treba malo pomagati mogoče, Čeprav razumem, je zelo pomembno, da je otrok tudi izpostavljen različnim. Ja. Rečem, se omenila si hišne ljubljenčke. Tako, kmetija. Torej so to dobrodošli. To so dobrodošli, seveda. To tudi za črevesje. Tako, tudi študija na Finskem, mislim, da so delali 28-dnevno intervencijo, kjer so otrokom zunaj, ki je bil betonsko igrišče, so posadili z gozdom, navozili zemlje in so se otroci nekaj ur dnevno zunaj igrali in so imeli dosti bolj, po 4 tednih so imeli bolj raznolike bakterije, boljši odziv imunskega sistema, po 4 tednih. In to je pač narejeno na otrocih, to ni na živalih. In se mi je zdela čudovit prikaz, kako pomembno je, da smo čim več na svežem zraku tudi, čim več v stiku tako z živalmi, seveda ne pustiti otroka, da bo tam po riv med iztrebki živali, to ne, ampak da se giblja, da je v gozdu, da je čim bolj aktiven. Tereza, kaj sama opažaš pri ljudeh, ki se obrnejo nate? Zakaj pridejo, zakaj potrebujejo pomoč? Je to zaradi določenih vnetij v telesu? Ne pridejo zdravstvenimi težavami, ker tukaj jaz tudi striktno povem, da nisem niti nutricionist, niti zdravnica in ne moram tukaj pomagati, niti ne želim si nočem dati nekih teh lažnih upov, ker je vedno boljš, da res grejo k nekomu, ki lahko to res znanstveno pogleda in kaj se dogaja. Pridejo bolj iz enega v bistvu optimizma, da hočejo spremeniti svoje prehranjevanje. In tudi organiziram kulinarične joga počitnice in vedno rečem, da to je en tak mali retreat. In v tem malem retreatu mi doživimo en tak zelo lep življenjski stil, optimalen, z ful fermentiranimi živili, z to mediteransko hrano, ker smo na Kreti, v Grčiji, tako da je tega zelo veliko. Ampak hkrati pol tudi na koncu tega malega retrita želim, da postane en velik retrit
doma. In tle je pa tisti del, ki se res pokaže, kako to spravijo v prakso. Ampak tukaj dobijo, če ne pridejo na počitnice, imam tudi delavnice, ampak pridejo na izkušnjo. Tako kot sem že prej omenila, da to res ni nekaj zakompliciranega, ne vzame veliko časa, lahko pozabimo na tiste svoje fermente. Sam enkrat se moramo spraviti, neko nedeljo gremo nabirati ali gremo raziskovati, kaj bomo naredili, in pol si vzamemo tisto uro ali pa 2 uri z otroci čas in malo ustvarjamo in pol pozabimo na tisto pijačo za en teden ali pa recimo na fermente lahko tudi 3 tedne pozabimo. Tako da nimajo zares nekih dotičnih težav, ker ni to tudi neka ciljna publika, ampak pridejo res z željo, nekaj moramo doma spremeniti. In tudi pridejo s tem, da želijo otrokom svojim pomagati. Tako da načeloma je pa itak, tako kot smo že omenili, prvi del, da sebi pomagamo. In takoj, ko starš vnese in verjame v to, bo otrok zrcalil to. Tako da v bistvu je en tak zelo lep in zabaven način, kako prenesem to znanje ljudem. Tudi, da ni samo funkcionalno in zdravo, ampak da je res okusno. Ker veliko teh fermentov je zelo kislih in jih ljudem predstavim, kako v bistvu uporabljati te fermente, da bojo res dobri. Ker nek kimči je zelo pekoč, kisel in zdaj mi pravijo, nimam glih zdaj navdušenja, da bom to jedla. In kako zdaj to živilo dodamo in kaj s tem naredimo, da bo to v bistvu spet nek užitek. Taja, kaj te v znanosti na svojem področju vedno znova fascinira? Vedno znova me fascinira, koliko potenciala ima ravno to zdravljenje z mikrobiomom. Zdaj v bistvu obstajajo te biobanke, kjer se zbira mikrobiom, blato, in se ga zamrzne in ga mogoče čez neki let biti v uporabu za reševanje določenih težav. To je še v povojih, delajo te transplantacije črevesnih bakterij. Primer bi bil ta C. diff infekcija, kjer je huda driska, kjer so antibiotiki na žalost zelo omejeni z učinkovitostjo, ampak ob presaditvi črevesnih bakterij pa si človek upomore v 90%. Tako da gre samo zdravljenje bolezni tudi v smeri misli mikrobioma. In kot sem že prej omenila, imunoterapije, ravno zato sem jaz ustvarila svoj profil znanstvenica, ker sem rekla, mi moramo delati na raznolikosti, mi smo bombardirani z vseh strani, da nam pobijajo te ključne mikroorganizme. Dr. Martin Blazer je napisal knjigo Missing Microbes, torej živalske vrste, ki so izumrle tudi v našem črevesju samem, z generacijo v generacijo. In zdaj je čas. Mi smo še tukaj z Američani, ker oni so dlje procesirali, dlje imajo visoko procesirano hrano in tako. Neko zanimivost povem, zdaj je bila študija objavljena iz Amerike, ki so ugotovili, da 25% rojenih nima bifidobakterij. Bifidobakterije so pa tiste ključne pri dojenčkih. 25%, posledično pred 2 letih, to so delali korelacije, torej vzporednost, ni to vzročnost, ampak so opazili, da te otroci imajo več alergij, eksem, astme. Wow. In zdaj na študijih na živali je pa seveda tudi vzročnost. O tem že govorijo že dolgo, ampak to je bila pa prva večja študija, ki je zajemala čez 400 otrok. In to govorim, mi v Sloveniji smo za njimi, v smislu, ker imamo veliko neprocesirane hrane dostopne od lokalnih kmetov, od vrtov in tako dalje. In zato sem jaz hotela začeti širiti to, da mi lahko z minimalnimi spremembami vneseš kakšno fermentirano hrano, samo dodaš, si pripraviš hrano vnaprej in imaš v mislih, da ješ, vsaj 30 različnih vlaknin na teden, to je ena od glavnih raziskav tudi, ki sem želela poudariti. Tako, to je sadje, zelenjava, to je hrana rastlinskega izvora, to je tisto, kar je kot neko gnojilo za tvoje črevesne bakterije. To je hrana za njih, ni hrana to za nas. Mi kot ljudje, če ne bi bilo bakterij, mi teh vlaknin ne bi mogli izkoristiti, ampak to je pa kot nek fertilizer, kot neko gnojilo za te bakterije. In ugotovili so, delali so American and British Gut Project, da je tista cifra, magic, 30. To pomeni, in kako zdaj dosež 30 različnih virov na teden, sliši se veliko, ampak če ti ješ rdečo, zeleno pa rumeno papriko, so že 3 viri. Tako da razmišljate tudi o barvah. Jaz zdaj doma, ko grem v trgovino, kupujem več različnih barv, iste sadje, zelenjave, naprimer, ker tako je
pomeni, da so tudi različni polifenoli not, to pomeni, da ima drugačen učinek na bakterije in črevesja. Ne. Tako In na tak način lahko potem tudi bolezni ozdravimo oziroma se približamo k temu, da je naše telo bolj v optimumu? Definitivno, da je telo bolj v optimumu. Zdaj, ali bomo lahko bolezen preprečili, vsak od nas nosi določena tveganja. Ta tveganja, naj kot zanimivost povem, se vzpostavlja v prvih letih življenja, ne? Prva 3 leta življenja in vsak od nas ima določeno tveganje. Primer, človek, ki nikoli ni kadil, lahko dobi pljučnega raka, ne? Ker, ne? Lahko pa človek kadi celo življenje, ampak vemo pa, da kajenje poveča tveganje za pljučnega raka, ne pa pomeni, da ga bo vsak dobil. Ne? Isto je pri nas. Ne? Zdaj, če ima nekdo zelo zdravo prehrano, prej je Tereza rekla, ja, če je skozi pod stresom, enkrat bo počelo. Ne? Pač, ker samo do določene mere lahko mi reguliramo. Ne? Telo se pač obnavlja in poskuša minimizirati ta vpliv stresa, ampak ko pa je zraven še neka okužba ali pa da spremenimo malo način prehranjevanja, takrat pa potem izbruhne bolezen. Ne? Profesor v Nemčiji je vedno rekel, naš genom, torej naš genetski zapis, je kot nabita pištola, ne? In v bistvu okolje bo pa sprožilo. Zdaj pa, kdaj bo do tega prišlo, je pa zelo individualno. Ne? Enim pri 20, enim pri 60, enim nikoli. Tako da je pomembno o tem razmišljati. Absolutno. Ja. In imeti celostni pristop. Mislim, vsak lahko dodaja različne barve sadja, zelenjave, to je tako na easy, ne? Vsak lahko doda kakšen fermentiran izdelek. Pa najte tisti, ki vam ustreza. Saj ne rabite jesti vseh 10 različnih, a ne? Če vam kimči ne paše, pač ne, a ne? Tako da minimalne spremembe na dolgi rok se zelo poznajo. In nič ni brez veze. Tako da pa tudi nekako se mi zdi, da se tle pol mal razblini tabu, da je zdrava prehrana draga. Ja, je lahko draga, če gremo v te vode, super živil, acai bowle, chia semena, ne vem, različni proteinski praški, ja, lahko, a ne, ampak lahko čisto enostavno to, kot sva rekla, res jej maurico in dodaj fermentirana živila in to je to, ne rabi biti nič drugega za res pol, ne. Razen, če so res neka stanja, ki potrebujejo podporo. Tereza, ti si na svojem zapisu na spletni strani napisala, da že pri zajtrku razmišljaš, kaj boš jedla za kosilo in potem naprej, kaj so tvoji najljubši obroki, kaj si rada pripraviš? Moj najljubši obrok je definitivno zajtrk, ker se mi zdi, da z jutrom si nekako postavimo dan, kako bomo in v kakšno smer bomo šli. Tako da jutro vedno začnem z res vlakninami, beljakovinami in nekaj fermentiranega, pa je to lahko vedno drugače. Nekako ne maram konstantno istih zajtrkov, sem se tako navadila, da je zelo raznoliko. Tako da ja, vedno so na meniju kakšna jajčka domača od sosedov, neka zelenjava, pa neki fermenti, ki jih naredim, ali je to rdeča pesa, ki je bila laktofermentirana s soljo, pa to je res samo 2 sestavine. Rdeča pesa zmasirana s 3% soli od teže pese in sem jo pustila 5 dni in to je to. Tako da, ali pa žvrkljana jajčka s kimčijem, kakšen kruh z drožmi, tako da res enostavni obroki ni. Teja, kaj si ti rada privoščiš? Jaz sem zelo preprošča. Jaz nisem ljubitelj zajtrkov, znam, ampak imam pa rada kakšne kefirje. Jaz vedno sem neki na poti in imam ful rada kefirje. Ali pa izdelek, ki ga dela slovensko podjetje, pač neko obrok v flaški, ne bom zdaj omenjala, ampak mi je res optimalno, ker je uravnotežen obrok, ker ima 12 virov različnih vlaknin, ker me nasiti za 2 ure in ne rabim razmišljati. Ne. Pač ja, drugače pa tudi jajca imam jaz zelo rada, kimči tudi. Tako da jaz tudi čisto odvisno. No. Nisem pa tako, da sem zbudila pa rekla, komaj čakam zajtrk. Pač nisem taka oseba, ne. In tudi to je v redu, ne? Tako, imam pa za kosila zelo rada solate s kakšno tuno, to si vedno sama nosim v pisarno, ampak si kupam družinsko porcijo solate. Pač, v trgovini imajo solata za celo družino, no to je zame. Pa tuna, pa semena. Tako, semena oreščki, to je vir vlaknin tudi. Ne? Jaz vedno to dodajam, ker to je tudi en tistih verov, ki dokler nisem predavala, jaz to nisem, mi ni bilo tako. Ne? Ampak zdaj vidim, da mi je zelo okus, mi naredi pa kakšne brusnice zraven na solato. Tako da
Moraš pa tudi paziti na beljakovinski vnos, da je dosti velik. Ja. Tako. Pa zelo je zanimivo, kako se ti okus spremeni. Res, ko začneš črtati te procesirana živila, začne ti biti to toliko dobro. Res je, tako polnovredna prehrana postane res dobra. Ni več občutka, da se komorkoli, čemorkoli odpoveduješ. In pol, ko enkrat spet probaš procesirano hrano, ja, okej, ampak ni več čistega zadovoljstva. Ne da mi več nič. In tudi tako, ko me vpraša, pa s čim se pregrešiš, pa si tako z nekim domačim pecivom. Okej, pa je sladkor, okej, ampak ni pa zdaj več, da bo neka sprocesirana čokoladica tisto prvo, ko bom pomislila. Res je, ker v bistvu naš okus se zelo izostri, če se en mesec temu izognemo. Druga stvar, ki pa je pa da naše bakterije, kar jih boš hranil, to bodo zahtevali. Ker tiste, ki rastejo, ustvarjajo potem te cravinge. In zdaj, če hrane solato, jaz vem, enkrat na Škotskem ker sem imela obdobje ful športa, pa tako ful solat, ko sem te solate jedla, in pol sem bila tako 3 dni brez solate, sem prav rabila solato, in pol šele vidiš, koliko se ti izostri, tudi mleko ti je sladko, ker prej, če ješ veliko visoko procesirano, okusa, ne? Tako, sploh nimaš tistega občutka, vse je hitro presladko, tako bom rekla. In tista čokoladica, ki jo pol probam, mi sploh ni več. In v tistem momentu pa lahko rečeš, posluši svoje telo. Ko se že slišiš malo. Veliko stvari smo povedali, kaj so mogoče 3 ključne zadeve, ki bi jih vidve priporočale za zdravo črevesje, ali pa 3 stvari, ki lahko tudi zmotijo, ker ljudje ne vejo, ali pa so zmotno prepričani. Jaz bi rekla, da prva stvar je, namesto da dodajate več dodatkov, premislite o tem, kakšen življenjski stil imate, kaj lahko v bistvu odzamete, ker kljub temu, da dodajate dodatke, ni nujno, da rešujete zadevo, če še vedno prilivate na ogenj samo prehrano. Druga stvar je, vključite gibanje v svoje življenje. Več razlogov. Ena je seveda raznolikost bakterij, bolj fit boste, in tudi počutje psiha ima samo gibanje zelo pozitiven učinek, in je spet komunikacija dvosmerna. Ta tretja stvar pa je, začnite s preprostimi koraki, ki jih lahko vzdržujete na dolgi rok. To je to, ne hitrih diet, hitrih detoksov, nonsens. Tako da dajte začenjati počasi, korak za korak, pa ne vse naenkrat. Jaz pri sebi to, tako, ker to mine po enem tednu in dajte tako, da vam znese z urnikom, pa da vidite, da to lahko vzdržujete na dolgi rok. To bi bili moji top 3. Ja, moje top 3 bi bilo definitivno na prvem mestu preveri svoje spanje, kako je, kakšna je rutina. Druga stvar bi bila, ne se slepiti, da nimaš časa, imaš ga, ker vsi malo pademo v luknjo scrollanja na nekih socialnih omrežjih in bi lahko komu ta čas dal za zdravo prehrano in za svoj zdrav življenjski stil. Tretja stvar bi bila pa, jej mavrico z dodatkom ene fermentirane sestavine. Zelo preprosto. Kaj ne rečem, hvala vama za vse informacije. Vidi se, da sta zelo predani vsaka na svojem področju in da skrbita za dobro počutje ali pa izboljšano počutje vseh nas. Tako da vnovič smo dokazali, da se zdravje ne začne na tehtnici, ampak v črevesju. In ko črevesje spregovori, ga je vredno poslušati. Ne le s tem, kar damo na krožnik, ampak tudi z radovednostjo in spoštovanjem do procesov v telesu, ki potekajo še preden jih sami občutimo. Hvala za pozornost in se vidimo zopet čez 14 dni.